Večnamenska ladja Triglav 11, zgrajena v Rusiji. Tule imamo shemo dolžine 49,5 metrov. Gre za podpropelerji 2,40 metra. Konstrukcija samega trupa je železen, nadgradnja je aluminijasta. Namen ladje namenjena je za nadzor akvatorija, za podporo potapljačem. Sodelujemo pa tudi pri iskanju in reševanju na morju, pri ekoloških nesrečah in pa z vsemi ustanovami, tudi s fakulteto, tako da njihovi študentje prihajajo k nam na prakso. Oborožitev na premcu Top AK-306, 6-cevni 30 mm, na bokih 2 mitraljeza NTPU 14,5 mm, sistem Šturm rakete, na bokih mosta, na vsaki strani po 3 rakete. Na krmi, na nadgradnji krme imamo strelsko mesto za sistem Igla, to je lahki protiletalski raketni sistem. Za našo obrambo na krmi lanseri VAP, protiraketnih VAP, radarskih in pa termičnih. Tukaj imamo pa še nadzor pogonskih motorjev. Pogonski motorji so MTU, tudi nemški proizvajalec, so serija 4000, kar je nekako modern motor. Imamo 3 glavne motorje in tale sistem nam nudi nadzor nad njihovim delovanjem. V temle ekranu nam izpiše vse parametre trenutnega delovanja. Trenutno obratujejo s 1500 obrati na minuto, imamo dva turbopolnilnika, tale prvi se vrti s 43.000 obrati na minuto, drugi je pa trenutno sklopljen, zaradi tega je tudi belo obarvan. Pa še vsi tlaki, temperature in pa ostali parametri. Imamo tudi grafični prikaz tega. In naprimer sistem olja, sistem hladilne tekočine, sistem zraka in izpuha, sistem vbrizga goriva. Trenutno motorji delujejo na 71% moči in je poraba 300 litrov po motorju. Sistem zvez, zveze VHF, KF, pomorska VHF postaja, notranja komunikacija za komuniciranje med prostori na ladji, radar navigacijski, brzinomir, globinomir, poljski telefon, v primeru, ko nam izklopi notranjo komunikacijo, komuniciramo preko tega, žirokompasi, namerilna naprava, delna merilne naprave za raketni sistem, krmarsko mesto, protipožarni, nadzor protipožarnega sistema, premčni bočni propeler, ventilacijski sistem na ladji in pa upravljanje z motorji. Tu smo zdaj trenutno na navigacijskem oddelku, kjer se vodi in nadzira plovbo. Tu imamo pomorsko karto sedaj, kjer se oriše kurzni načrt in po tem kurzni načrtu se ali s pozicijo Phi Lambda ali z azimuti in oddaljenosti kontrolira, kje smo na plovni poti in da vemo, koliko časa imamo do točke obrata in kdaj so točke obrata. Cirka 1 miljo pred točko obrata se poveljniku pove, da je točka obrata čez 1 miljo in seveda novi kurs in na to poveljnik odredi, ali bo se točko obrata šel ali bo zaradi varnosti plovbe nadaljeval v tem kursu, kjer je. Tu imamo potem še elektronska karta, katera se ponovadi zelo malo delamo na njo, ker je prioriteta papirnata karta, žirokompasi, GPS, to je ponavljaj žirokompasa, globinomiri in brzinomiri. Ladja Triglav je opremljena z 3 glavnimi motorji, nameščeni so v 2 strojnicah. Vsak ima 2880 kW. Opremljeni smo še s 3 dizel generatorji za proizvodnjo električne energije, skupne moči 400 kW.
Preko tega sistema lahko upravljamo z sistemom goriva, električne energije, diagnostiko, sistem akumulatorjev 24 voltov, sistem prodora vode. Ladja je sestavljena iz nepropustnih pregrad oziroma prostorov in v vsakem prostoru je senzor za visok nivo vode v kaložah ladje. Imamo še sistem za razkuževanje vode in pa sistem za proizvodnjo pitne vode oziroma sanitarne vode iz morske vode. Podsistem glavnih motorjev pač za pravilno delovanje pogona, sistem ventilacije določenih prostorov, RHBO sistem, to je pač hermetično zapremo in umaknemo iz kontaminiranega področja. Sistem požarne varnosti, sprinkler sistem se mu reče, določeni prostori, v katerih se nahaja strelivo in pa oborožitev, jih lahko poplavimo z morsko vodo in s tem ohladimo. In pa sistem alarmiranja kompletne ladje zaradi požarne varnosti. Pri sistemu za upravljanje ognja z 6-cevnim topom AK-306 ruske proizvodnje, to je 30 mm top. Preko tega sistema lahko preko različnih kamer cilj določimo, zaznamo ga z samim računalnikom avtomatsko spremljamo in po povelju uničimo z ognjem. Na kontrolnem postu za izstrelitev in vodenje raket. Ladja Triglav 11 je oborožena z raketami Šturm V ruske proizvodnje. To so rakete 130 mm, dosega do 6,5 km. Rakete so nameščene na 2 lanserjih in raketo peljemo z laserskim žarkom, s katerim osvetljujemo sam cilj in ta žarek pa premikamo navzdol, navzgor, levo in desno z joystickom. Kontrolni pult za proženje vab. Vabe so, enostavno povedano, neki strelek, ki ga izstrelimo iz lanserja, ki se nahaja na krmi ladje in ta vaba naredi nek zaščitni oblak nad ladjo, na katerega se potem raketa, ki želi uničiti nas, ladjo samo, preusmeri in s tem se zaščitimo. Zdaj, vabe so lahko radarske, lahko so optične, lahko so toplotne, odvisno kakšen sistem zaznave ima sama raketa, ki na nas leti. Ponavadi prožimo kar vse 3, tako da, ker ne vemo točno, kaj na raketi je. Izvajali streljanje z mitraljezom 14,5 mm kalibra. To je namenjeno za bližnji boj, se pravi za manjše cilje, ki so na manjši bližini, domet tega je okrog 2000 metrov. Orožje je zelo zanesljivo, to je ruski mitraljez, ki je bil 44 leta narejen in od takrat ni doživel bistvenih sprememb. Se pravi, ni zastojev in velika zanesljivost orožja. Kuhar na ladji biti je nekaj svojevrstnega. Ni kot kuhar po hotelu, po gostilni ali pa tudi tle. Tle si, čim prideš iz Kopnega, si na morju in se vedno malo tako, ne. Mislim, ko danes, recimo, ko gremo, je recimo morje je še kar v redu, ampak tle vedno kozice se poigravajo, plešejo, skačejo, to se malo ražne materijala za, da se ne premika. Pa recimo predali imajo magnetni zaklep, da ne drsi ven, tako da je malo prilagojena tudi kuhinja za morje in za ladjo. Vse, da je čim boljše hrana, da je tudi po njihovem okusu, da se pač malo prilagodimo tudi njim, tako da ker se skuha se poje, da večemo stran. Te starejši, ki so recimo gor, imajo najrajše recimo kakšno nažlico. Mineštra je bila, ne vem, jota, pasulj, istinska mineštra. Mlajši, ki so, najrajdi meso, večino meso, recimo zrezke, donetske, pečenke. Tako da to naredimo, da je en dan je
elektra, drugi dali meso, pa tako malo